The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Slike si videla? Jaz sem videla obe. Jo, Madoniš. Ok. Čakaj. A je to v redu? A dela? A sem nekaj premaknila? A sem kaj staknila, dela? Dela, Ja, vidim, da nažalost se tam tvoj premika. zvok sliši. Ne se lahko čisto potiham govorim. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, šla bova čez od teh glavnih San Sebastian klasiko, pa pol o powermetrih bova debatirala, logično o teži kolesarjev, ker je v tem trenutku to skorda ne ta glavna debata bila na Tour de Franceu, za ženske seveda. Tako da to je to, najbrž bo še kaj drugega najdla, ocenjevala bova vaša kolesa, 2 ste poslali. Ja, nič kvaha, če kar začeti. Evo, ja, sem si odprla moje zapiske. In kam imaš kaj drugega zapisanega? Zato, da ljudje takoj vejo. Imam še ne par takih bolj novičk, ki jih mogoče so ljudje si že prebrali, ali pa še ne. Ok, pa bo kar začni z Pa lahko ti novičkami. novičkice sam povem. Danes sem zasledila, da Bahrain Victorious po prvič, odkar so ustanovljeni, več ne bodo dirkali na Meridah Aha, in ne bi bili na Biankijih. ok. Te, ki so do zdaj na Biankijih, Arkeja bo v razpadu, pač tega kluba, Ja. mislim tega Ja, klub, kako se to reče, ne klub, no. ja, Ja, ne bo več. Tako da in pa prihaja ekipe. v ekipo, ja, oni se bo en sponzor, ki ga bojo zdaj na novo imeli, so v bistvu en madžarski sponzor, kjer so že imeli eno ekipo, tako kontinentalno, in bodo tiste najboljše fante dali ne 2, 3, ki bojo prišli v Bahrain Victorious. Se še vedno bojo tako, plus ta imenik, ne pozabila sem, kaj je bil tale sponzor, no, se nek Španc. Španski ali madžarski? Madžarski, ne, da sem že pri Špancu, ker sem glih z njemu se enim dopisovala, ja. Madžarska. Mirsad, pazi. Ja, no pa prihaja k njim Attilo Walter, ki je bil zdaj v Vizmi, nek mladi up, ne vem kaj, in v glavnem bo vozil za Bahrain Victorious in Matej Mohorič pa ostaja. Ostaja Jacques Eržen, ostaja Omerzel. Znamko koles? Bianchi. A ja, Bianchi. Ja, Ok, ja, super. ja. Ja. Nič nimam, tukaj nimaš kaj komentirati, mislim, da brez veze. Ne vi komentirajte, kaj si mislite. Dalje? Ja. No pa potem ena taka, sem tudi ena zanimivost, je pa, kar smo tako pričakovali, da Rafal Majka odhaja pač zaključuje s kariero kolesarsko letos. Pričakovali se nisem, ja, je pa že dosti star. Ja, no, se pravi, bilo je bolj tako z tega vidika, ker je bil eden od boljših pomočnikov s Pogačarjem, ki je začel v bistvu z njemu na turu, tudi tukaj v Sloveniji, bil dirko po Sloveniji, je zmagal, pa mogoče zaradi tega bila ena taka informacija, da zdaj sem še dirko, ne Poljaka, ne, še dirko po Poljski, da bo odvozil in potem pač Finito. konča. Ja. Ja, vse imel lepo kariero. Ja, kar mislim, da je bilo kar uspešno. Pa zdaj pač ja, bomo pričakovali, zdaj pač bomo v pričakovanju, ne, s 1. avgustom. Kaj si noseča? Ne, budalo, oh my god. Oh, fuck, ti nisi normalen. Ne, s 1. avgustom se je začelo pač, ne, tole prodajanje in menjavanje kolesarjev in mene zanima, ko mi čakam, kaj se bo začelo, kaj dogaja, kam gre, kaj je res, kaj ni res. V Remko tu smo slišali, kar najverjetneje, da je res, da gre v Boro. Ja, sem danes bral, da tudi Ayuso hoče iti ven iz UAE. To mi je tudi nekako jasno. Da je najel nekega odvetnika, ki je bil, ne vem, da nam neki ščaru, skratka najel je nekega odvetnika. Prodajo, naj ga pa, naj gre. Ja, sama 100 milijonov da gre ven. Ja. Zdaj pa on proba pač nekako prideti ven iz tega, ker drugače bi mogel do 2028 voziti, pa je, da se Movistar Orang zanima za njega. To Remko sem jaz skoraj fiks, da je to glede na to, kako se menjavajo v Bori. Jaz mislim, da tukaj ni več neke debate. Pol tale Vauquelin gre Hineosu, kakor je meni jasen.
Ja, ne, beži, mislim, da že podpisal. Ja, sem že ne pred vem, ali že turom. uradno ali ni, Ja. ampak ja, to. To so že na Pa turu čakaj, kaj je omenjali. še no, tako neki? Ja, Stuyven gre kam že, ampak on gre tudi nekam. Stuyven gre kar nekih je, Ja. nekih že je, no, ampak tako hočem povedati, da bo to zdaj le za spremljati v avgustu, mogoče na takih stvari, ki bo malo bolj tistim, ki spremljamo to profesionalno kolesarstvo, malo bolj zanimivo. No. Ja, se meni po moje bolj zanimivo so te, kako bojo zdaj premešali štrene kolesne. A veš, ker Ja, tudi eno nekaj se je- govori, da Pinarello naj ne bi bil več v Ineosu. Ne? Ja, to je Tako da baje že potrjeno tudi, Ja. da z naslednjim letom, zdaj potrjeno, uradno ni nič, ampak baje, da gre Pinarello stran in po moje bo šel Pinarello Q365, zato ker lastnik Q365 pa Pinarello ta en in isti človek. Tako da predvidevam, da bojo naredili pač, ja, pa s tem, da Pitcock še vedno... 365, a so oni vozili tur letos? Niso, ne? Ne, Niso bili povabljeni, ker oni morajo biti povabljeni. Giro so bili. Na Džiru so pa bili, ja, to Ja. vem. Ne, fora je, da niso bili povabljeni zaradi tega, ker Pitcock ni vozil, ne bi vozil tudi. Ja. In fora je, da Pitcock še vedno snema reklame pa vse za Pinarello, zdaj je bil za Gravel, je bil on noter. Tako da ja, so dogma tudi predvidevam, malo za Gorca pa. Ja, za Gorca so prav za njega kolo naredili in še vedno fura, glede na to, da ima Scott Kaj bo pa vrhunska Ineos, gorska kaj bi imel, kolesa. a se to tudi kaj ve? Za Ineos, mislim, da so neki, takrat se je povezval, čak, koga že z Ineosom, tudi neki, da bi mogoče šli še celo na special. Ja, ko so jih povezvali s telim. A z Remkotom? Ja. Sem pa dvomil, da bojo šli na specialized, če ne bojo Remkota Ja, ne imeli. vem. Lahko je zdaj Merida, ne? Možen. Glede na to. Sam mi ni jasen, ne vem, Ineos pa Merida, to mi kar ne gre tako skup. Ni tak Ja, brand, da bi to kot piše, da se je v Angliji- Merida umaknila, ne, tako da v bistvu, da se je Merida umaknila, tako da mogoče Merida da se bo umaknila mogoče iz sploh ne bo protura. več. Ma ja, se Ja. oni tako delajo, po moje, drge denar jim niti se ne gre to, ali pa ne vem, ne vem. Ampak ja, za Ineos, ne vem, Meride kar ne znam povezati z Ineosom. Prej bi rekel, da bo šel pol kakšen, ne vem, kaj od teh večjih brandov. Se pravi, prej bi kakšnega Scotta dal v Ineosu. A veš, ka more biti to nek tak ime, da se bo v Angliji prodajal, ne. Merida mi pa tako ne deluje to glih, ali pa imam sam jaz tak feeling, da to ni glih za une poš Angleže. To pa ne vem. Ker mislim, da je ene par teh kolesarjev, no, ambasadorjev, no, prskotov, ki bi znali povezati to z Ineosom. Tako da, ne vem, ampak bomo videli. Ne vem. No, v glavnem, Jaz sem skoraj to je fiks, to. pa da bo šel Pinarello Q365. No, Ne vem, sicer saj v se mi bistvu. zdi, da jim letos poteče pogodba, no. Kdaj so podpisali nazadnje, so podpisali za 3 leta, sem zdaj se pa ne spomnim točen kdaj. Ampak ja, definitivno bo kar nekaj zmešnjave na Ja, trgu. no se meni je to všeč, da se tudi tako pol dogaja, da nisem na dirkah, da je tudi malo izven tega. Ja, saj se Pa na malo dirkah se pa da tudi takole dogaja. malo ugibamo, kaj bo, kdo bo, kam bo šel, a je un res to ali ni to, kaj s kom se bo un zastopil, s kom se nav. Se Tako to da se ja. mi zdi, da večja težava pri ženskah. Ma ne vem, tam je pa. Pri moških ta hierarhija- Glede na letošnji tur, kakor sem bila prej res navdušena, sem kar mal po letošnjem tem ženskem turu kar mal razočarana, res tako pač, ja. Kaj da bi šel en kokošnjak. Grozen. Res, mislim, sploh ne vem, kaj naj rečem. Jaz sem kar neroden mi je, da sem ženska. Ja. Mislim, po temu, tako mislim neroden. Res je bilo grozno, to poslušati, gledati, ogromno enega jokanja, pa res jokanja, Pa meni se je cvilenja, predvsem Demi se mi je zamerila. Ona se je, mislim, da si je s tem turom itak nakopala celo goro enih anti-variant z vsem in gledalcev, strani sponzorjev, kolesarskega sveta in nas, no tako bom rekla. No. Se pravi, mislim, da sigurno tudi danes sem brala, pač, da ste se jo okronali za drama queen, pa ona zdaj to pač zdaj dela ona z tega, ne, ona zdaj ona ni drama queen, ampak ona z tega dela dramo, da kako ona ni drama queen, da lahko vse njene prijatelje se vpraša, da ona ni drama queen, že ko to začneš govoriti, pol točen veš, samo kar vprašaš moje prijatelje, ne, jak to, ne.
Ja. Že to je meni čist drama, ne? Zakaj moraš ne prijatelje spraševati, če smo vse videli pa slišali. In je tudi rekla, da jo tudi na Nizozemskem tretirajo kot dramo Queen že od nekdaj, ne, ampak da to res ni ona taka, ne, ampak ne vem, ja, ampak je pa izpadalo. Pa ne samo ona, cela njena ekipa dejansko z direktorjem ured, z vsemi temi izjavami. Saj jaz nisem navijač Vizme, ampak je pa lepo povedal pač direktor Vizme tukaj te ženske ekipe, da je pač tukaj Demi Vollering kot v eni zlati kletki, ki v bistvu potem vsi okoli nje skačajo in morajo vsi tako kukar in... Ja, pa on je bil še dober bivši tekmovalec, ne? Ja. Tako da že ve, pač tako da mislim, da tukaj je bilo res. resno. Mislim pa, ja, da je bila tudi vse dobro, lahko mogoče ta ženski tur zdaj dava v en celofanček pa ga zaključva. Mi je bila mogoče malo presenečenje vsem tale Paulin, čeprav, ko me je Mersat sprašal, ja, Kira, on je ful bil najprej, vsi bili nekako za Demi Vollering od začetka, se mi je zdela fajn in vse skupaj, pa še ti spadec, pa pol naprej vožnja, pa to, ampak pol vse se je začelo te scene dogajati. Ampak ko me je vprašal, kire pa so še ne konkurenca sploh. Sem rekla, ne, sekaj ta Nijevija doma, sekaj tale Paulin Fernand Perot tudi ni kar za odpisati, ne, sekaj ona je ful je dobra, v bistvu vrnila se je iz MTB-ja na cesto z željo, da zmaga tur in dala si je, da bo zmagala v roku 3 let tur in zmagala je v prvo, ne. Tako da in je bila mogoče neko presenečenje, sploh moram pa reči, glede na stil vožnje, ne. Grdovost. Ja, grozen, ne. Mislim, to je res, kada bi dal, ne vem, noge v noge tja, zgleda, kada ima zid absolutno 10krat previsok, prevelik okvir, cela je raštela na gor, glava sem, glava tja. Se ne, ona imela kakšno poškodbo kolkova, pa česa, da tako ne vem, verjetno, da sigurno glede na to, da dirka, ona je stara 33 let in da dirka že od svoje otroštva, ne, od mečkanga, ona res je od punčke naprej in njena želja je bila biti kolesarka, to sem zdaj jih brala. Tudi gledala sem slike nje kot punčke, ki je bila že na kolesu. Verjetno je mogla imeti veliko poškodb, glede na to, koliko časa je. Zgleda definitivno, ta glava postran, to je znak te polomljene ključnice, ne, kako ima na eni strani ven. Okay, to me še ne moti toliko, ampak kako poganjam je pač čudno. A je to iz MTB-ja varianta? Ne. Koliko MTB kolesarjev je prišlo, pa so vsi normalno poganjeni. Ne vem, to je res prav iz zraka, ki jo snemajo, je prav smešeno. Mislim, deluje tako, veš, kukor da se zibaš na sedežu ful in to, kada ima ful previsok sedež. Pač čist preveč, ne. Tako da pač, ne vem, mi smo vsi gledali, sem rekla, valjda, da jo je nekdo nastavljena, valjda, da ve, koliko morajo imeti dolgo, ampak voz se pa res tako, ne, ampak... Pač, še en pokazatelj, da nisem to, da se lepo voziš, da je to tudi najhitrejš, pa najbolj učinkovit, je ona zelo lepo dokazala, da tudi, če zgledaš na kolesu grdo za popizdat, si še vedno hiter. To so zdajle, že tudi bil en članek, sem ga videla, ki prav piše, ne, ženski tur letos dokaz, točno to, ne, da ni vse v teži, da ni pač te miti o menstruaciji, temu se je ful govori letos, kako so imele ena glih tale, ki je imela prej rumeno majico, ki je bila južnoafričanka iz tega AG-ja, ne, Insurance, da je ona glih to temo načela, ne, ampak temu je bilo ogromno, ampak res letos je bilo toliko ene drame okoli tega tura, da ženskega, da je bilo že kar malo smešen. Ampak, ja, tale Paulin je zmagala odločilne 2 etapi, v bistvu je zmagala etapi in dobila rumeno majico, tako da si je absolutno zaslužila, ker so bile to najtežje etape. Jaz sem edin tako, mogoče bom užalila kakšne ženske, ne vem, ampak jaz enostavno mislim, da bi ta ženski tur oziroma te grand ture ženske tudi lahko malo pojačali z nekimi večdnevnimi, ker mislim, da se jaz verjamem, jaz vem, da je za žensko 9 dni ogromen dirkat, ne, vsak dan, ampak če pa to primerjamo z 3 tedni dirkanja pri moških, pa imajo vmes en dan frej, pa glih tako se telo lahko nafila ženski, kakor se moško telo lahko nafila. Ne bom rekla, da bi se 3 tedne dirkali, ker to se dejansko ne da. Škera drama bi bila to. Sej, ampak saj, da so na koncu res, bi rekla, ne vem, recimo reče, da je 6-7 etap, en dan premora, pa 6-7 etap, ne, nekako tako, da je to razdeljen tudi z enim dnevom premora vmes. Takrat bi se mogoče res pokazali izrazito, tako kot se pri moških, ker se potem tudi te razlike časovne ratajo ogromne, a ne, da bi se res pokazali in bi tudi potem mogle delati kot ekipa, ker tukaj to je groza, to je, dejansko je, kot ekipa je izpadla samo Vizma.
v mojih očeh. Tuna je bila dobra, Majeva, ta od UAE, ki je zmagala 2 etape. Ona je zelo dobro dirkala, ne vem, koliko je bila kot ekipa močna, ampak Ja, tako... mislim, ona je dirkala fantastično, tukaj kot ekipe pa jaz nisem Fora je, da je Eliza Longoborghini je padla, ne, pa je odstopila. Tako da Pa se je ona dobila priložnost. Ne, Tako to je da- velikrat, nažalost, ko v športu, da nekdo odpade in ti dobiš priložnost in se v bistvu pokaže potem, da si lahko zelo dober. a Ne, ampak Mi je pa dober blok, kle so pa še zmer, saj pri Vizmi ne, je furala R5 bike, se pravi ni aero, se pravi tako. Prejšnji teden sem govorila, koliko je aero kolesa pri moških, zdaj praktično se sam še s temi dirka zaradi hitrosti, zaradi vsega, ne, pa je bilo polno člankov o tem napisanih, glih dan. A one so imele pa celo dirko R5. Jaz sam vem, da je imela zagorske te dve, Aha, je nisem imela to bila na R5. to niti pozorna. Veš, da kaj so pa punce pa UAE vozile? Mislim, da takrat, ko je zmagala, je imela kar Y. A da je imela Y? Ja, Aha. če se ne motim. Vsaj v KBS imam to. Tako da, ja. No, tako da No, to... jaz sem pa danes to najdla pa eno raziskavo, en članek, ki sem rekel, moram pa te povedati, lahko ti pol poslala link, sem še enkrat najdla. Je eden del, v bistvu so zbrali teže vseh koles od tura od leta 2021 do 2025, itak zvagajo vsem kolesa in je narejeno povprečje teže, koles od leta 2021 do 2025 in se je v bistvu povprečna teža vseh koles, ki so jih zvagali, spremenila skoraj za pol kile, ne. Tako da je zdaj povprečna teža 7 kg, točno, vseh koles zvaganih, takrat je bila pa 2021 skoraj 7400 nekaj tazga. Tako da se je to kar spremenil. So pa posebej zvagana potem aero kolesa, no tam so pa še večje razlike med aero kolesi med 2021 pa med 2025, a ne, med temi lightweightimi, oni rečejo kolesi, a ne, te gorskimi, pa manjša razlika, no. Tam so bila pa že pod 7 kg in tudi zdaj so pod 7 kg in so to še vedno nekje 6-9 je povprečna teža, a ne, tako da ti rad gledaš te teže koles, no, pa sem rekel, da ti povem kot zanimivost, kako se je spremenila tudi ta povprečna teža na turu kolesa, ne, res, tako lahko vidimo, kako se to spreminja. Če se gleda marginal gains, ne, vsak gram načeloma pri profijih je pomemben, pustimo zdaj pri nas rekreativcih je malo manj pomemben še vedno, pa to ne pomeni, glih danes je bil tale gospod spet tukaj, so se o tem pogovarjala, pač jaz ne morem upravičiti, da daš ti za kolo 10 jurjev plus, težek je pa 8 kg plus. Ja, to je Pač definitivno ne meni gre. to ni nobene logike, za rekreativno uporabo še toliko bolj. Za profija po moje, da je manj razlike, zato ker imajo tudi ali pa te krajše klančke imajo večje brzine. In če fura on tam 40 na uro gor, ne, ali pa 35 plus, ne bo tako velike razlike, kot pri enemu Janezu Klej Slovenije, ki bo furu se pa ne 15 na uro v klanc gor. Ne. No, jaz je tako, kot sva že rekla, pač ta teža je pomembna, je sigurno, ampak je pa pol so še druge stvari. Ja. Ja, Danes smo valjda. dobili zanimiv kolo, no, na servis moram reči, da sem ga takoj uočila in smo ga mogli dati na vago in kolo ima 6,8 kg, ne. Ja. Z vsemi, se pravi, z vsemi, da mi pomagi, no, nastavki, se pravi, in za lučko in za, se pravi, števci in za vse. Tako da z nosilci za bidone, z vsem komplet, ne. Ima pa karbonsko gonilko, karbonske zobnike in tako dalje in tako dalje. Ne, res kolo. To je pa spimpan kolo, no. Tazga pa jaz še nisem videla. Dobro zgleda, ček se malo. Čau. Ups. Evo, Boris, vem, da boš gledal tole, sam ti ne bom povedal, do jutra tvoj bajk je prišel. Tako da do konca tega tedna bo sestavljena še ena super duper raketa od Niša, custom paint job, tako da boste videli, moje bo full sexy, ampak ja, več o tem prihodnje. Ne, super. Se pravi, kje se zaključila? Ta je, da imamo en zelo lahek kolo na servisu, ki je res spimpan ne, kolo. pa dober, no. mislim, ja, to je. Ja. Tukaj se reče marginal gains, ne. Ja, to pa je, Se to pa vidi, je. da je. Ja. Jaz sem pa gledal te gonilke, ker sem, za koga sem že, ne vem, po moje za eno stranko iz tujine sem gledal. In koliko je to cena?
Mislim, da 3,5 za gonilko. Aha. No, to je karbonska Ali gonilka s 3,200 power metrom, ali tako da 3,300, na zdaj, nekaj kaj takega. to je, ne? To je Ja. pač to. Ja. Tako da, ne, mislim, bajk je, bajk, ki nimaš kaj sploh za reči. Jaz se pravim, Pač nekaj, ki je hud. prišla stranka, To je sem to. bila jaz malo odzad v ozadju, pa nisem ga videla. Ne. Poznam ga sicer ne na vides, ja, ampak tako, in kaj je rekel, ne, sem sam slišala, ja, imam tole gonilko gor, ker to baš gledam na težo, ne. Pa sem hotela mu reči, ja, sej, kila dol pa bo, ne, pa sem pa malo pogledala iza vogala, ne, pa sem ga videla, kakšen je, pa mu brez veze nima kam kil dol, tako da ta lahko začne sam še na kolesu znižuje Se težo. pravi, ni toliko težek jaz. Ne. Glih, ko so vrteli težine. Zdaj na ženskem turu je bilo ful debate o tem tudi. Tudi Voleringo so pol vprašali, ne, da je direktor, zdaj pa ne vem, njene ekipe ali ene druge ekipe, rekel, da če bi dala par kil dol, ne, da bi pol lahko derkala z Gigantevo pa s Prevojevo. Pa me zanima tvoje mnenje. Ja, mislim, jaz sem drugače, da mi je že letos porajtala, da jo je več skup, kot je bilo prejšnja leta. To se je vid. Zdaj, zakaj so jo tako naredili, pač to vejo trenerji, ona je zamenjala ekipo, verjetno jasno zamenjala je trenerje, zamenjala je cel proces, zdaj je bil to ta prava smer ali ne, jaz to ne morem komentirati. Ker jaz vsakmo pravim, jaz nisem nutricionist, jaz nisem trener, jaz nimam v teh stvarih dejansko edin, kar vem na sebi, kako stvari grejo. Tako da zdaj, a bi ona lahko potem se vozila, če bi imela par kil manj, jaz ne vem. Pač to zdaj na to odgovorite, mečkam težko. Ker... Ne, se bolj sem mislil te vprašati, kako se ti zdi, da so zgledale. Ja, kar se tiče Demi, jaz sem takoj že rekla, čim je prišla na tur, ker je začela voditi, sem nekaj mislila, da pismo Demi ima pa kar letos malo več je skup. Oni tako pa meni pravijo, ja, tebi so že vsi, ker niso tako, kot ti suhi, debeli, a ne. Sem rekla, da je debela, samo več je bilo pa skupaj, a ne, ampak se to ne pomeni slabo, ne. Le Pogačar, vidimo, kako raste, kako se spreminja postava in ni nikoli to slabo, a ne, tako da pač Pa misliš, da je pa ostale so pa ni- ja res drobne pa suhe, a ne, tiste, ki so, dobro, čeprav tale recimo Pavlin Prevo ni suha. Ona ni izrazito suha. Ona Ne. je suha, ona je Zdaj, shelena. sej suhe so vse, no. Sej tudi Eli Mislim- Volering je suha, a ne, da smo si na sej, jasnem. Voleringova je suha, ta pa mi Sam ta deluje res helena. ona je ful majhna, ne. Ona je Sej ful nima majhna, veze. ona je majhna, ampak če pa pogledaš na svojo višino, ni tako spet izrazito, no. Sara Gigante veliko bolj, a ne. Ali pa tale recimo, ki je zmagala od UAE, kako se že, ki je bila, ki je zmagala dve Maeva etapi. neki. Ja, Maeva, no, ona je tudi zelo drobna, ne. Pa je zmagala, ne na klance. Ja. Meni Prevojeva mi deluje... Ona ima itak tako neko posebno postavo, no. To sploh, že zaradi te postave tudi vse skupaj deluje pol tako po mojem malo Ja. heca, no. Je bil pa zanimiv komentar, ki sem ga zasledil na Instagramu ali na kakšnem blogu, da je imela praktično podobno sezono sestavljeno, kot je imel Pogačar. Se pravi, najprej nabrati mišice itd. Za Tour de France, ne, za Pariz-Roubaix pa za klasike, pol pa shujšati mal, pa se pripraviti na Tour de France, ne. In ja, sta imela oba podobno sezono, oba sta zmagala, oba sta določene, pač ok, Pogačar je imel še boljšo sezono kot ona, ampak tako zanimiv pristop, ne, ker ti tudi telo drugače deluje, če delaš malo več na mišični masi, pa pač na taki moči, ne, pa greš v drug del sezone, ki ti je pa pač pomemben, da si pa malo bolj shujšan, pa da mogoče nimaš več tiste eksplozivnosti ali pa panča toliko velikega, ne. Ja, se zato pa Pogačar skozi poudarja, kako si želi, da ne bi imel enkrat tura, da bi lahko druge dirke preizkusil, da bi v bistvu ga naštelali za druge dirke, ker verjetno je to kar proces in se mora on velikim stvarem odpovedovati, da to doseže. Tako bi mu bilo pa mogoče lažje. Vse skupaj, veliko bolj bi tudi mogoče užival pol v vsem skupaj, ampak kot je sam rekel, tura se ne more izogniti še nekaj časa, ne, tako da... Ja, klej je pol una teorija, če pride res nov player, kar se tiče organizacije dirk, ne, tako se govori zdaj že koliko let.
Ja, dobro, to je In spet glede na tako. to, da so na Bližnjem vzhodu, UAE zihar ima tudi kaj prste vmes, oziroma oni princi zadnji. Sem to je zdaj kar malo potihalno. Ja, sam se kar govori konstantno, tako malo. Dobro, Na vsake 14 dni, en mesec pride vprašanje, če kakšna bo ta novička stvar ven. spalana, pa tudi če bo, a bo to še Pogačar sploh, on bo pol že takrat glih to njemu krasen za penzijo v bistvu. Ne, mislim, ti moraš, v golfu se je podoben zgodil, ne? In so hoteli priti glih te, mislim, da te šejki, ko je sem pač iz Bližnjega vzhoda zraven. In fuck, vidiš, zaradi takih stvari bi bilo dobro, da bi se jaz prej zapisal, da bi točno vedel, kaj govorim. Ampak skratka, long story short, prišli so v igro, dajali so ful velike nagrade in pa so tudi vsi, ki golf špilajo, pač začeli muno, če niso pol še celo na koncu odkupili določeno to licenco od teh, ki so že imeli. Ja, ne vem, te pravim. tako Ne vem, da- to zdaj, jaz sem se to spremljal, ta kolesarjenje, ampak zdaj res te lige, kukari pravijo zaenkrat, zdaj v kratkem nisem nič novega zasledila, no, vse pa je v temu, ja, da je bilo že zelo veliko pripravljenega na to temo, da se bo pač to spremenilo, da bojo imeli svoje dirke. Bomo videli. Ja. V končni fazi nam je vse zanimivo, ko gledamo. Mislim, ja, če pride en večji player noter, pa da bojo ekipe imele večje nagrade, jaz sem ziher, da bojo vse ekipe šle na une dirke. Ja, slej, prej, tudi če ne pa bo tura drugače. noter. Sploh, če bojo še vozili taki, ki je Pogačar, pa to pa sigurno. Ker pol so tudi televizijske pravice, vse pač pride zraven in zakaj bi pol vozil tur, če v bistvu so nekje drugje boljši Ja, ampak se kolesarji. pravim, da to itd., ne. zdaj drug let, pa čez 2 leta najverjetneje še ne bo, Ja. tako da Pogačar bo še kar mogel voziti. Ja, mislim, da mu tur ne uide. Ne še. Ja. Tako da. Ok, Tour de France, to so po moje zaključila. A imaš To ti smo še imeli kaj že za- zanč. Zdaj v bistvu zdajle zaključek tega tura vrhunc, mislim, da bo to sobota v Sloveniji. Nisem nikjer zasledila, da bi se pripravil sprejem v Ljubljani, kar mi je malo mogoče presenetljivo, ampak že vejo, zakaj tisti, ki vejo, da ga ni, ali je bilo to na njegovo željo, mogoče celo, ne vem. Bo pa v Komendi, to soboto po moje res en spektakel, jaz ne vem, kam bojo vse ljudi dali tam v Komendi. Jaz sem tam živela 11 let zelo blizu, tako da vem, kako Komenda zgleda in mislim, da bo to kar zanimiv. Mi imamo tudi namen jet, ne s kolesom, ker je pač dirka teh zvezd, pač tekmovale bojo zvezde, potrjeni so Del Toro, Sivakov, Valens, Michael Matthews in še kar nekaj. So pa vsi naši, a ne, Med Tratnik tudi. Aha, Tratnik. Tako da so kar vsi, a ne. A Roglič je tudi ali ni? Ne, vsaj nisem zasledila, da bi bil kaj napisan. Tako da, ja, mislim, da to spektakel je pa šele v 7:30 štart tega vsega dogajanja. Ob 3 začnejo mlajši in potem proti starejšim selekcijam. Krog bo nekaj kilometrski krog, 35 krogov bojo elit moški dirkali. Kar bo se pravi, da bo spektakularen, da bomo lahko gledali profesionalce na najvišjem nivoju, ene največjih zvezd praktično na naših tleh, ki jih boš lahko 35 krat videl. Ne? Tako da mislim, da je to kar zanimiva stvar. Se pravi, ne vem pa še, kako bomo prišli do Komende tisti dan. Tako da peš najbrž čez kakšne njive. Ja, to bo moje podoben kot Pušarce koncert, zdaj, ki je bil v Ivančni nazadnje, ki si 1 uro čakal, da sprši z uvozence dol. Ja. Tako da tisti, ki boste šli, pejte prej, no. Ja. Ob 5 štartite iz Ljubljane. Ja, najkasneje. Pa pejte tam rajš kaj hladnega popiti. Tako, pa je. tako. Dobar, ta vikend so bile še 2 dirke, ta glavna sicer je klasika San Sebastian, ti si gledala? Ja, to sem gledala, to smo tudi klele gledali, ker imamo tale HBO Max, tako da je bil prenos. Tudi nekaj jih je prišlo gledati, sem objavila, da imamo pri nas in da se lahko gleda. Tako da je bilo kar zanimiv. Roglič je dirkal, tako da je bilo tudi zaradi tega zanimiv gledati. Se na začetku je še zgledal, da hoče nekaj narediti? Ja, 40 km pred ciljem smo bili že kar malo navdušeni, čeprav mogoče je bila to pač sam taktika, da je razrečil vso grupo, vso skupino skupaj, da je že vnaprej bilo, ne vem, da je že vnaprej delal za tega, ki je bil potem tretji odbore. Da je bila že to tako tudi pripravljena scena in da dejansko ni bilo namena, da bo on kaj sam delal, lahko pa, da so imeli kaj drugače. Ampak mislim, da je bilo kar tak klasičen, taktičen, da je zadevo raztegnil, razvlekel. Ciccone je dokazal, da je bil najmočnejši tisti dan. Ja,
je pa tako, ko smo se že malo pogovarjali prej, ampak nisva rekla, prešparala zakle. Dakle se pa strinjam s tabo, sigurno, no, da do klele na tej dirki pa UAE spet pokazal to, da ko Pogačar ni na dirki, nič ne vejo več, kaj bi šli, kaj bi pa počeli, pa sami sebe so, mislim, da... Pa se ne, da ne vejo, ampak sami sebe so uničili. Ja, dejansko bi mogoče lahko celo imeli prvo mesto v UAE ali pa celo drugo, tretje mesto ali kakorkoli, ampak na koncu so bili pač, sicer so imeli to drugo mesto, ampak tako, mal čuden. Ja, mogoče, če bi mal drugač probal, bi me lahko tudi prvo in drugo. Ja, tudi. Ampak tako, ko so pa začeli, je bilo malo čudno. Jaz sem se tudi še z očetom pogovarjal, on je dal dober komentar, je mogoče, da je Del Toro po radijski zvezi sporočil nazaj, da ima švoh noge. Sam po drugi strani mi pa čuden, ker je on skorda ne bolj vlekel kukar pa Čikone. Ja. In mi je ta tako, pol zdaj, ko pomislim, mi je malo, mi ni mogoče glih ta prav komentar. Tako, vlekel, ne vem, nisem ga pa videl, ne spomnim se, koliko je jedel, vem, da je pil, pa da se je polival neki, sam nisem ga pa videl jesti tam zadnjih 40 km. Tako da, mene je bilo malo tako čuden, tudi tu na poteza od Rogle. Ne vem, če so bili zmenjeni že na začetku, da bo on prvi skočil, pa da pa zadnji pokriva. Zanimiv, sam pol je bil na vrh klanca, ki je bilo 500 metrov do gor. Je bil Roglič pred njemu, na koncu je bil že pred njemu, pa je Roglič skupino zadnji pršel. S tem, da pol, ko so bili minuto zadnji, je Roglič toliko pretekval, da so prišli pod klanc, ne vem, z 25 sekundami ali 30 sekundami zadnji in je ta Christensen sam skočil in je bil v, ne vem, 30 sekundah je bil. Iz svojega pa še Christensena, oba dva, s tem, da je bolj Christensena. Mislim, na koncu. Ko je sam zadnji bil, konstantno, ko itak pač je imel svojega spredi. Tako da ne vem, meni je bilo malo čuden. Sam Čikone se mi je zdel, da derka tako, da ve, za kaj se gre, ne? Vse ostalo je bilo tako malo... Res je, da so to pripravljalne dirke, malo mogoče tudi na tole Vuelto, ker so bili zasedba taka, kakor bo na Vuelti, ampak pa da kaj preizkušajo, pa sprobavajo, kako bi, kaj bi, ne. Čeprav zdaj nisem sicer nekjer zasledila, da bi Roglič šel na Vuelto, no, nisem pa tudi zasledila, da ne bi šel, ampak ne vem, a ti kaj veš? Ne, sam sem pa zasledil, zdaj ne vem, tudi v teh komentarjih, ko sem prej povedal glede Ayusota, ne, da on ne bi bil kao več napisan za Vuelto. Zdaj ne vem, a je to res ali ni res? Ja, se so še zanč objavili. Ja, vem, Ne vem, to se mi zdi, da sem na Instagramu, samo me prav zanima, ker če bojo šli spet, ta klima, ki je Ayuso v ekipi, meni ni neki najboljša pri njemu je problem v tem, ker ni pripravljen biti pomagača. Čeprav zdaj je bila pa tale pol dirka naslednji dan, ki je bila ta sem potem šla pogledat, je pa zmagal Del Toro, pa je bil Ayuso drugi in tudi, kot sem brala, jaz nisem gledala te dirke, ampak da je dejansko on pripeljal Del Toro pod klanc in da je pol Del Toro naredil to razliko in da je pol Ayuso bil drugi. Tako da zdaj ne vem, dirke nisem videla, je to bilo res, mogoče se tudi ona dva bolj zastopta med sabo, pa sta ona dva to isto država. Ne, Ayuso mislim, da je Portugalc, on je pa Mehičan. A Mehičan je Del Toro. Aha. Ja, se kaj, če pa biti Del Toro. Mislim, Španci. Ne, sem pač tako, ne vem, vse mogoče že midva preveč to narativo novinarjev so padla noter, pa so v ekipi čisto vse okej. Ampak do zdaj mi ni bil, da je on narejen kot pomagač. Ampak je vedno bolj mi. Lahko je na kakšni taki tretjerazredni dirki, pač da pomaga, ker itak še ni pripravljen, tako, kot bi mogel biti. Sam jaz sem skoraj 100%, če bi on pripravljen, tako, kot se zagre, ne verjamem, da bi kle pomagal, ampak da bi mogel Del Toro za njega delati in bi on pač probal. Vsaj tako jaz mislim. Ja. Zdaj sem bila tudi kar presenečena, ko sem to prebrala, tako da je Del Toro s pomočjo Ayusa prišel do zmage in da je bil Ayuso pol drugi in tako. Sem kar rekla, kako pa tole mislim, ampak
Greva na zdaj še na a imaš še kaj klepar klasiki San Sebastian, pa ta Cirku to to se sploh ne bom trudil izgovoriti, ampak to je to. To je to. Okay. Greva pol na ocenjevanje koles, 2 bajka sva dubla, pa greva najprej na Pinarellota. Najprej na Pinarellota. Jaz si tako vem na pamet, tako da Ja. lahko kar povem. Pač to je še kolo, ki ima še zunaj kable, podložke kar neki spodaj, mislim, da jih ima ta še celo tudi na vrh gor. Predvsem me pa kle zbode v oči barvne feltne, glede na to, da je kolo tak svetu, da izstopa že okvir dosti, bi jaz dal definitivno kle vse črnogor, vsi dodatki itd. Vem pa, da ta fant ga je kupil že kar nekaj let nazaj, mu je bilo zgleda to všeč in je pač tako naredil. Meni ni najbolj všeč, ampak ja, to se je delalo, ne vem kdaj, leta... Še malo več, kot je ta fant star, se mi zdi. Ja, Zdaj se tudi vem, od koga je ta kolo, ja. Tako da... Se tudi hod na runde. Ja. Ampak ja, jaz ga ne bi dal tako, bi ga pa ocenil nekje tako, kot sem od Alenke, mislim, da od Alenke nekih 6,5, tako da tudi tega tukaj nekje, tako da ja, to je to. Ja, meni tudi drugače taka kolesa niso všeč. To ni pač zdaj, kar se tiče vizualno, no, se skozi govoriva, tako da ja, Aha, čakaj, še tole te lahko prekinem. Glih zdajle, ki je prišel tale niš, bo podobna ta srebrna, mogoče malo temnejša z temnimi napisi, pa mislim, da bo vsa oprema čist črna, tako da Ja, pa kaj zdaj govoriš to? ja, ne, se pravim, da se bo videl zdaj v tem tednu na Instagramu. Se to se lahko recimo že z mojim kolesom, moj kolo je na tak način svetu, pa napis, pa vse črnogorane. Ja, meni tudi včasih je takole bilo, ne, ampak to je res toliko časa nazaj, da ta fant je bil takrat še verjetno zelo majhen. To se je 20 let recimo nazaj, takale kolesa so se nakičana mersa, da vidim na slikah, je imel takle kolo recimo pred 20 leti pa še več. Obroče. Tako neke vse polepljene, pa neke barvno gor in vse pokičan. Tudi v Proturu so se take vozile, takrat so jih vozili Pantani in podobni, so imeli tako nakičana kolesa. Tako da meni to absolutno ne, najlepše črna feltna, kakorkoli vzameš, razen če je kolo sam dolgočasen, pa potem s feltno. Tako da ja, kabli so tudi, za mene ta, moram reči, da ko ta kolo poznam, sem ga v živo videla, moram reči, da ta kolo je mi je od Alenke pa lepši kolo, no, čistko, ker je pač le tisti ženski kolo in je za žensko narejen kolo, a ne, in je lahko malo tega lepega nekega... Se od Alenke si ful dobro ocenila? Ja, sej, tudi tega mu ne bom izdala samo 6,5, ker to mora biti za mene 6,5, mora biti mi pa že res grd kolo, ker se v končni fazi... Grd kolo je do 5. Ja. No, jaz bom temu dala 7. Dobar. Zdaj pa greja na Kolnagota. Ta pa spada spet v, za moje pojme, uno serijo koles That's How You Do It. Ne vem, če sploh kle kaj zadodati. Tega še nismo imeli tega kolesa. Ne, kle jaz pač, jaz bi dal OSPV gor, pa vse ostalo. Mogoče bi probil si znižati za centimeter podložk. Kaj drugega pa nima in kaj reči, pač ti, ki si pač tisti gospod, ki je to poslal, hud kolo od A do Žblj, ni kaj za dodati, jaz dan 9,25, čeprav sem rekel, da bom kolesa, ki imajo 9,25 boljšo oceno k 8, da bi jih tudi imel, rečemo tega kolesa ne bi imel, pa ko sem imel Kolnagota, je bil direkt iste barve, tako da sem ga vozil, ampak kolo ni zame, tako da ga ne bi imel več, ampak kot oceno moram dati pa 9,25, ja. Tako da tukaj, kar bi jaz dodal, je sam še OSPV gor, zato da dodaš pač nek tak touch, da je nekaj posebenega, vse ostalo je pa, ne vem, sploh nimam, sem brez besed, tako da hud bike, to je to. Ja, jaz se gledaj, tako nam preveč govorila isto, kar si ti rekel, jaz smo tam 9,5. Ker, ja, OSPV, to je še edina stvar, ki bi jo jaz gor dala. Dobro, pa greva naprej, se pravi tisti, ki hočete še poslati kolo za ocent, tisti, ki bojo v top 20 ocenjenih, boste na konc leta vi zbirali zmagovalca in zmagovalc bo dobil kolesarsko majico approved. Tako da
to je to, ne bom imel jaz nobenih prstov vmes, zbirali boste, dali bomo na Instagram poll in boste pač vi sami izbrali. Zdaj pa, kar se tiče, prejšnji teden sva rekla, da bova dala na svet za Powermeter, pa preden greva še v to, je imel en gospod, zdaj pa jaz ne vem, kako bom jaz to preveril, da bestam že. Danes zjutraj sem dal vprašanje na Instagram in je gospod komentiral oziroma je postavil vprašanje, ker ti si mi dala zelo zanimivo vprašanje, moja je tudi poslala tazga, ki ga ni zdala za na kamero, pol gospod Davor je isto napisal nekaj, kar pač še vedno Davor, tako da to veš. Pol je bil pa en še celo, ki je bil na mestu, ki pa ga bom zdaj jaz malo začinil. Skratka, če se lahko poglobiš malo bolj v se pravi formulo oziroma koliko hajav pojezd glede na težo oziroma glede na trening, ki ga imaš na kolesu. Kako rečemo čez teden, koliko ohajav ti poješ, se pravi pred in po in med kolesarjenjem. Ja. Sej to je iz prejšnji gospod izgleda poslušal, takrat, ko so se o tem pogovarjali, pa je rekel, če lahko pač malo bolj točno. Sem konkretne številke že povedala in tudi v tistem mojem videu, ko jaz snemam en dan, kaj jem, si ti ga objavil, tam je tudi to celo napisan s številkam, mislim, da. Bom dal ta video, pol še v opis. Tako da tam, ampak drugače je to zelo enostaven. Jaz imam zase, jaz sem sicer ženska, tako da mogoče je to kaj treba pri moških, ampak mislim, da je to kar bolj splošno. Jaz imam na dan, ko imam lahek, se pravi trening, imam nekje oziroma ko ni treninga, sploh ko nimam treninga, je 1,3 gramov na telesno težo glavni obrok. Se pravi zajtrk, kosilo pa večerja. 1,3 gramov hidratov na obrok, zajtrk, kosilo, večerja. Pa malca je takrat nekje 0,5 gramov hidratov na težo za malco, to sta 2 malci, dopoldanska pa popoldanska hidratov. Če je trening srednje intenziven, imam to je nekje 1,5 gramov hidratov na težo, z glavni obroki pa nekje 0,7 mogoče hidratov na primalci na težo. Ko so pa intenzivni treningi, težki treningi, je pa to 2 grama hidratov na težo, se pravi z glavni obrok, zajtrk, malica, kosilo, pa 1 gram nekje na težo za zajtrk, kosilo, večerja je 2 grama, malice 2 sta pa 1 gram. Je pa tudi tukaj so potem regeneracijski obroki, ki se ga takoj poje po kolesu, ko nehaš kolesariti, to je tudi nekje, to velja za vse 1 gram hidratov na težo. Okay. Se pravi, gleda se pa suhi hidrat, kot smo rekli, suha teža hidratov na deklaracijah. Recimo ena vrečka gumijastih bombonov, ta mala ima nekje okoli med 70 pa 80 gramov hidratov. Tako da ponovadi moški imate nekje med 70 pa 80 kil ste, ali pa dobro, ti si malo izven tega. Ampak hunika kolesarjo, ne? Tako da ena taka vrečka, ta mala gumijastih bombonov, recimo po takoj, ne, da se poje, pa si glih nadomestil hidrate za en regeneracijski obrok. Ne? Super. No, tako da to sem zdaj povedala v bistvu čisto iz številkam in to si lahko vsak preračuna pol na svojo težo. Si mora pa samo oceniti, jasno, frej dnevi, ko se ne kolesari, manj hidratov, srednje intenzivni treningi, srednje hidratov in bolj. Imaš več cajta, lahko več ješ, ne? Ja, sej lahko več ješ, sam ne ješ hidratov, ješ pač mogoče bolj sadje, zelenjavo, ne, tist še bolj zelenjava je tukaj mogoče še bolj izpostavljena, sej, ja, okay. Ješ pa več ne. Ja. Dobar, upam zdaj, da je Petra odgovorila na tole. Kva gre na Powermetre? Ja. Kje če pa začeti klele pri Powermetrih? Jaz lahko povem, kako jaz svetujem praktično vsi, ki ste bili že pri meni, ste kaj kupovali, vsakmu svetujem, če si ne bo šel narediti pravilno testa oziroma če se ne bo sam lotil pravilno izračunati FTP-ja, pol škoda, da sploh ti kaže še dodatne številke, ker ti čisto nič ne pomenijo, tako kot brzina je sam neka cifra, ki se lahko pohvališ, nimaš pa pojma, kaj dejansko ti pokaže. Čez vikend sem gledal ene videe
glih glede treningov. In je en gospod dobro povedal, da tudi tisti, ki nimate powermetra, da je najboljš, kad delate intervale, ne na polno štartati, ampak poganjite približen pač malo bolj, kot ste mislili, se pol s časoma po mesecu 2 že veš, kdaj poganjaš močnejši, teda pa kje so univati, ki jih loviš, ne? Ampak je rekel, da nekako po 30 sekundah bo srčen utrip prišel v tisto cono, kjer bi mogel pač tudi vate obračati, ne? In moraš v njih 30 sekund, ne smeš na polno goniti, ampak moraš malo več in pol vidiš, če si v coni, če ne pač spet dodaš malo vatov, ne moreš pač, interval ne bo pol trajal točno, ne? 10 minut, zato ker lahko rabaš minuto pa pol že, da prideš v ta pravo cono, ne? Ampak je rekel, da edin tako se da, sam ne smeš pa preveč startati, ker češ preveč startu, pol bo fiks, da ne boš imel, ali imaš narobe zračunan FTP, ali pa ne boš zdržal do konca. Pač to je za tiste, ki nimate powermetra. Jaz si po moje ful malo zdaj preveč to zakompliciran povedal, ker sem te že smogla ful spremljati. Ja ne, sej, fora je sam, da pride srčen utrip Ja, na uno moč v 30 sekundah. Jaz mislim, da srčen utrip itak ni pokazatelj za trening, da to, kar se mene tiče. Mislim, sploh, če si zmatran, bo spet nižji. Veter je, jaz mislim, da pa ne, veter nima zdaj sem veze. že kar nekaj časa ne morate vsega teh vatov, hočem povedati, da niso vati pa srčen utrip. Jaz sem zdaj pač skoraj že 2 leti na treningih. Jaz vem pri sebi vidim, da pri istih vatih nimam vedno istega srčnega utripa, ker se pač jasno človek različno dobro počuti. Imamo kakšne, ženske imamo še svoje težave zraven, potem enkrat imam trening dopoldne, enkrat popoldne, odvisno kako delam. Petra, jaz se z vsem strinjam s tabo, jaz sem hočem utripa, povedati. Jaz sploh ne bi nikomur, moje mnenje, no? Ja, če nimajo denarja in če se ne bojo, rečemo, lotili pravilno trenirati, je pač tako nek način, ki se vsaj približen lahko. Jaz bi rekla, da naj si probajo nekako, če njim nabrati neki, magar kupiti kakšen rabljen, danes se te Asioma tudi rabljene prodajajo, recimo powermetri, karkoli. Če bi rad trenirali, tisti, ki bi radi trenirali, pa imeli napredek, svetujem, da se definitivno kupi powermeter. Lih, jaz sem, ko ste rekel, ki bi začela pri powermetrih, bi jaz najprej rekla, zakaj bi sploh nekdo si hotel izbrati powermeter, ne? Zakaj sploh imeti? Mi imamo tukaj na naših rundah še vedno ogromen kolesarjev, ki nimajo powermetra in imamo pa ogromen kolesarjev, ki ga imajo, pa sploh ne vejo, zakaj ga imajo. Ne? Teh je pa še več. In jaz mislim tako, če nimate namena trenirati, če ni namena dosegati nekih ciljev, hoditi na dirke, napredovati, predvsem imeti nek napredek, si želeti nek napredek, potem je powermeter sploh ga v končni fazi ne rabiš imeti. Lahko imaš kolo, uživaš na kolesu, se voziš tako, kot ti paše, vemo vsi, ja, ne greš vsakič, to je edina stvar, ki vedno poudarjam. Tudi tisti, ki ne trenirate, ki se ne vozite, ne trenirate za dirke, ne nič, sam to odsvetujem, da bi šli vsakič vedno na polno, se pravi, če greste 4-5 na teden na kolo, da se ne vozite vsakič do daske, a ne, ampak da greste to enkrat na teden, en klanci zberete, pa ga do daske vozite, pa ostale dneve pa neki srednji, a ne te, če pa tako rečemo. To je najtežje ljudem dopovedati. Vem, se zato pa pravim, da je tukaj powermeter tista stvar in tudi powermeter ti je potem lahko neka motivacija. Pa s powermetrom veliko lažje dosežeš neko motivacijo. Se pravi, tako kot si rekel, itak moraš imeti izračunan FTP, nekaj lahko narediš sam. Mislim, da danes je internet, že tudi v končni fazi vam lahko najdete, ampak pravilen test za FTP, da si potem postavite FTP. Jaz sem tudi že najdla, so tudi tabele, kjer potem si lahko postavite cone za nekimi procenti, ampak morate biti zato kar malo odprte glave, malo matematika vam mora štimati, da veste, zakaj so stvari take in drugačne in se da to potem tudi sam narediti. Tisti, ki pa ne morete si tega sami, vam pa jaz svetujem, da greste na test. Jaz sicer trenutno ne vem še kje druge to delajo, kot Human Performance Center, da naredijo dejansko test, koliko je treba z masko, z vsemi stvarmi. Tam nekje okoli 150 € stane ta test, tisti, ki bi si želeli napredovati, pa že imate powermeter, je to definitivno dobra stvar. Postavijo vam cone, postavijo vam FTP, še določene druge stvari dobite zraven, številke in s tem lahko pol tudi trenirate po ChatGPT-ju, po nekih treningih, ki si jih preberete spet. Ja, pa mislim, da ima zdaj že Strava, ima tudi FTP test. Tudi Connect ga ima. Tudi Garmin Connect ga ima. Tako da sam treba malo naštudirati, kako se to naredi, kako se izvede, pravilno narediti in se potem pride do nekih številk.
Tako da in zato je pač tukaj pravim power meter dobra stvar, če bi radi nekaj napredovali, delali neke se pravi konstruirane treninge, pa zelo dobro se pa da, se pravi motivacija, no? Se pravi, rečem, ne vem, power, zračunate, da imate FTP 230 vatov in si rečete, v enem letu bi rad prišel na 240 ali pa 250, ne vem, kakorkoli 250 in začneš delati na temu. In ko vidiš, da si to dosegel, noro in spet. In lahko si postavljaš nek cilj, ne? Pa, a veš, kaj je meni čuden? Se mi zdi, da ko imaš power meter, zdaj bo to kontradiktorno, ampak vsaj jaz bolj uživam na kolesu, kot takrat, ko sem bil brez. Zato, ker takrat, ko sem bil brez, sem skozi gonil. Ja. Ko sem pa s parametrom začel se voziti, je pa tako, da prav veš, oziroma ne s parametrom, takrat, ko začneš pa trenirati z parametrom, se pa zavedaš, ok, zdaj grem preveč, ker rečemo na začetku, meni 200 vatov, 250 vatov vrteti prve pol ure, meni tako, ok, gremo, pač še nisem spoh, kada ne poganjam. Vsakih pa 4 ure vrtiš. Ja, se glih to pravim, sam pa si pa na koncih pa obračaš 170, pa si zdaj sem pa gotov, ne. Tako da, se mi zdi, da bolj pravilno se razporediš moči pravilno in točno to, ne. Jaz moram reči, da v bistvu, odkar se vozim s power metrom, da vem, zakaj ga imam, točno to, ne. In tudi Mirsad moram reči, ne, ker se tudi pač zdaj drži teh številk in gor in dol. Nisva zmatrana, ne. Nisi utrujen, točno to. Zadnjič, ko smo šli tisto Alpe, recimo, pa sem bila recimo minuto z vami, a ne, ta boljšimi, ali pa tudi po 2 minute kasneje za vami na klanc. Sam jaz nisem bila mrtva. Jaz nisem bila crknana, jaz nisem šla na noben klanc, ker to je bilo vsem toliko klanca, če bi šla jaz že na prvi klanc na polno, na zadnjega sploh ne bi več prišla. Ne. In mi je bil tudi zadnji klanc, sem potem lahko odpeljala z nekimi še vedno z zelo norimi številkami, v bistvu sem bila prav presenečena nad svojimi številkami, kako sem pa zadnji klanc lahko odpeljala, pa tudi se potem še pripeljala domov, ki je bilo še kar delež do doma. Tako da to je. To so vse stvari, ki so power meter, ne, in to so te plusi. Najbolj smešni so mi pa te ljudje, no, jaz ne moram pomagati, na žalost jih je res veliko. Pa ne bi zdaj užaljeni, ampak ko imajo power meter, pa pojma nimajo, zakaj ga imajo. To mi je pa še bolj naumen, ker tudi to je treba bilo do denarja, ne, za neko stvar, ker je to kar par 100 evrov verjetna, ne, tudi gonilka verjetno ni glih. Vse je dražji. Se nima veze, če daš samo 50 evrov naprej, ne, predvidevam nekje 500-600 evrov minimuma, ne. Ne, nujni so tam cirka 400 evrov, polno dvojene, pa ja, 600 pa gor. No, se pravi, toliko denarja dati za to, da ne veš, kaj delaš, mi je, ne vem, pa trajiš 10-krat na pico, pa je boljš. Mislim, jaz, ko nisem treniral, sem se vozil brez srčnega utripa, brez power metra, pa mi je bilo pač tudi čisto ok. Sam, če se pa že lotaš treningov, vsaj približno na nek dokaj pravilen način, pač pol pa moraš se držati tega, predvsem pa mogoče še to dobro, to, ko si prej rekla, je ta pokazatelj pulza, ne? Da zelo hitro vidiš, kdaj si ti zmatran, kdaj si preveč natreniran, takrat, ko ne moreš pač pulza dvigant, niti približen na določeno višino. Ja, pač nek čuden puls v coni vatov, a ne. Ja. Lahko je tudi previsok, a ne. Puls bo vedno manjši, če si zmatran. No, ampak lahko bi tudi prideš do tega, da jaz recimo, ko se zelo slabo počutam ali pa po kakšnih telih ponočvanjih, ne, imam najprej zelo nenormalno visok puls v nizki naša coni. Naša žuverka, ti. Ne, ampak imam recimo v coni 2 previsok puls za cono 2, pa potem, ko moram kaj narediti bolj intenzivnega, ne moram visokega pulsa doseči, ne. Imam pa previsok puls za cono 2, recimo, to absolutno. Ko slab spanc, takrat imam višji puls v nizkih conah, pa v visokih conah ne dosegam visokega pulsa. Tako bom rekla. Tako, če sebe gledam. Zdaj, če je to normalno, pa če je tako pri vseh, pa ne vem, ampak jaz pri sebi to vidim. No. Saj imam tudi puls večji, povišan, takrat se, ko nekaj spiješ alkohol, se itak dvigne puls, tako da ti ne veš, ja, itak. Ti veš pri drugih, ti cukra toliko poješ. Saj to je podobno, veš. Saj jaz imam skozi nizek puls. Skozi imaš nizek puls? Ja. Da se ti ne dviguje? Ne. Meni se nikoli ne dvigne. Ne vem, to je zdaj bilo misliš, da se še kaj klele
power metru, da imamo še kaj za Jaz sem si dodati. sicer malo tako kar označila, no, ko si mi rekel, da bova o tem govorila, ampak Mislim, unika ste mahneni na težo, in še lahko povem, da je najlažji je kaj tazga, da imate na gonilki gor, se pravi 4 stages, Durace, mislim, da ima tudi Kampa zdaj super rekord gonilki. Kaj na to foro, to je cirka 20 gramov lažji do 50 gramov lažji od pedal. Koliko je na Spiderju noter, nisem pogledal, ampak rečemo, da so razlike zelo majhne, zaradi tega jaz po večini svetujem vsem v pedalih, ker se jih da menjati iz enega kolesa na drugega, če se gre na dopust, pa tam si sposodaš kolo, imaš lahko power meter pedala pa sabo svoja. Tako da jaz to po večini svetujem, ampak razumem pa tudi ljudi, ki imajo že na gonilki ali pa ki kupijo na Spiderju. Ampak tudi cenejši je, če imaš na, to se je zdaj le pokazali, a veš, kaj me umirsati enega srama. Je bil Gravel, ne, ali kaj je bil za ena gonilka. V glavnem prišlo do obrabe zobnikov na gonilki, in ne obstaja drugače, kot da se kupi cela gonilka s celim power metrom nova, ni možnosti zamenjati zobnikov na tej gonilki. In to ima sram, zdaj pa ne en kira, mislim, da je bil to en Gravel kolo. Možno, da je to še te stare grupe, ne vem pa, koliko je zdaj stanov. Ja, pa tudi mislim, da nasplošno, če pride do poškodbe gonilke, a ne, če je kakšen padec slučajno, a ne, se prej poškoduje lahko kaj gonilka, kakor sama pedala oziroma tudi pedala. Pa pedala se da veliko prej popraviti, veliko lažje zrihtati. Zdaj je imel tudi tam Danilo ene težave z Garminovi pedali, pa se pač sam ena aksica noter neki zrihtali, cak. Mislim, kakor celo gonilko, no. Tudi če pedala poškoduješ, power meter lahko ti naprej kolo voziš. Če gonilko kaj poškoduješ, pa boš dol gonilko snel, pa jo nesel na servis, ne moš kolesa več voziti, ne. Tako da jaz sem definitivno za pedala. Ja. Jaz tudi to svetujem, pa zaenkrat imajo vsi dobre izkušnje. Ne vem, jaz imam sicer tale od Speedplaya pedala, pa letos meni skozi dela. Ja, Mirsad je imel gor prej tole Durace, ne, gonilko. Mu zdaj v bistvu, ko ima Sioma, oba mu veliko bolj natančno kaže, kakor prej je bilo kar nekaj procentov odstopanja, kakor je zdaj recimo, ne. Tako da tudi bolj mu on je imel tam kar težave, no. Ampak to je spet, za Durace na začetku sem slišal, da so imeli neki, sem zdaj pa vsaj te, ki imajo, se mi zdi, da v redu delajo. Ampak mislim, načeloma se vsak odloči zase, ampak svetujemo pa bolj ka ne pedala. Pa še eno stvar manj, klele sem si označila, kaj lahko v bistvu s tem, ka imaš power meter še, mogoče se sliši, ali bo zdaj malo butast, ampak to ljudje delajo. Pa tudi midva to delava v končni fazi. Primerjaš lahko svoje podatke nekako s profesionalci, se pravi, vidiš na nek klanc, ker oni objavljajo podatke, kakšne vate je on vozil na kilo, a ne? Na kilo, vate na kilo, in potem lahko primerjaš to s svojimi vati na kilo in potem ugotoviš, koliko ti še veliko manjka, da boš bil vsaj približno nekaj blizu. V bistvu padaš hitro na realna tla Ja. Sploh takrat, ko so še ženske hitrejše od nas, tako da takrat je sploh hudič. A ne? Ne. Ja, to pa boli. Ja, saj to. Ja, jaz mislim, da že kar neki sovražnikov imam zaradi tega, pa marsikdo tudi na rundo ne pride več zaradi tega, pa mislim se, da si ti hitrejša od dejstev, je pa že sramota za njih. Zdaj boš ti odgnal jih še unih par, kaj prehitim, pa še vsem pridejo. Ne, sej mislim, ti se zelo dobro pelaš za, pač glede na to, da si v 2 letih si ful napredvala, ne, sej, mislim, bi bilo že čuden, če nekdo, ki ne daje, mislim, ti daješ res poudarek na tem, kar je najbolj pomemben, in to je trening pa kontinuiteta. To pač imaš. In iz tega, mislim, prehrana in kontinuiteta treningov. In pač, če se to greš, se lahko daj zabušavaš, pa imaš kakšen, ne vem, žurersko noč, dan, sam eni imajo pa konstantno in kar mislijo, da se bojo zboljšali. Pa nikoli ne jejo dober, pa ne trenirajo redno, pač ne moreš. Ja, tiste pa pač se to sicer spravimo. Vsak mora imeti svoj, ve, kaj ima rad, no, v življenju in kaj mu je boljši, in vsak ne uživa, jaz pravim, jaz nobenemu ne rečem, da mora tako delati, kaj jaz. Morajo sami bolj pri sebi biti. Ti si tudi ugotovil, da je kar dober, a ne?
Zdaj se kar dobro Mislim, pelaš, vedno zase. boljš. Si v Ja. redu. Pa ti si tudi zase v redu. Ti si Mislim, vedno jaz boljši. sem fenomenalen zase. Ja, ti si vedno boljši, v Za bistvu si tudi tebi se 90 tole pozna plus kil letos sem, noro. Ja. Zdaj imaš še 90. Ja, še. A še? Ma ja, zdaj zadnje cajte nisem se mogel Ja, to so toliko tisti voziti s hamburgerji, kolesom, ne. kakšen hamburček pade, kakšen sladoled. Kje sem skera. Važno je, da ko pridem na rundo, da leti. Pa to. Ja. Dobro, bo zaključila. Hvala, ker ste gledali. Naslednji teden greva se še na svet hitro spomniti. 1, 2, 3. Če smo imeli Power Meter, ni bilo. Power tako. je naslednji teden. A naslednji teden, ne vem. Naslednji teden greva pa o gumah. Tlaku, vse, kar se tiče plaščev, zračen, tubeless. Že hod gume spuščati, itd. pa špikati, ker Ja. sigurno mi ti to To je delaš. to. Tako da, če imate kakšno vprašanje glede gum za naslednji teden, lahko tudi komentirate spodaj. Če imate karkoli drugega še, kakšno vprašanje, tudi lahko komentirate spodaj, bo šlo še to čez. Pa jutri bo šel ven tudi še mailing o nekih novih akcijah, ki jih bomo imeli, tako da če se še niste prijavili na mailing, pejte na spletno stran procycling.com, skelev ga kupite, pa se prijavite še zraven na newsletter in je to. Do Pridite na naslednjič. runde so torek, četrtek, Ja. pa tudi to soboto bomo imeli še preden bomo šli v komendo dopoldne en izlet. Nekam, ki še letos nismo šli, tako da bomo šli. Upam pa, da vreme nam bo služil, ba je, tako da gremo. Evo, sončki, idealno, uživite na bajku, let's ride, čau. Čau, čau. Boš imel čas?